Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. V tej seriji Kristusove prilike, Kristusove prispodobe, slike je danes uvodna tema, da dobimo pregled nad tem, zakaj je Jezus sploh govoril v prispodobah, v slikah. Zato pa srčno pozdravljam tudi vse poslušalce na internetu. Jezus je bil največji vseh učiteljev. Nihče mu tukaj ne seže niti do kolen. Tudi približno ne. On je zelo dobro razumel, da je poslušalce zvezal s tem, da jih je pridobil tam, iz tistega sveta, v katerem so bili seznanjeni, in jim tako prikazal ta nevidni svet, da bi ga lahko videli. On sam pa, kot človek, je največja prispodoba in slika. Ker on je sam vstopil v to človeško vlogo kot slika, prispodoba, da bi lahko mi bolje razumeli, kakšno bitje je ta naš nebeški oče. Ker tako ga je vprašal učenec in je rekel: Gospod, pokaži nam očeta in nam bo dovolj. Jezus pa mu je odgovoril: Kdor je videl mene, vidi očeta. On je prispodoba, slika. Največja prispodoba vseh prispodob, on sam. To, da je on postal človek. In to vidimo tudi že v času potovanja v puščavi, kjer so bili vsi z Mojzesom šli ven iz Egipta in tako jih je faraon zasledoval, svojo vojsko. Levo in desno so imeli velike gore, pred njimi morje, za njimi hitra vojska Egipčanov. In sedaj so v pasti. Ni več pobega. In potem so jamrali in kričali. In tako je Mojzes klical k Bogu. In zatem je prišlo neurje, ki je razdelilo morje. In tako so šli skozi morje. Egipčani pa, ki so jim sledili, so pri vsem tem svojem zasledovanju na koncu umrli. In kako so te Izraelci sploh vedeli, kam iti, kje je pot? Pred njim je bila prispodoba. Oblak. In v tem oblaku je bil Jezus. In ta oblak se je pred njimi premikal. Jezus sam. Največja prispodoba vseh prispodob. On je hodil pred svojim ljudstvom. Zato so lahko nekaj videli svojega voditelja v tem stebru oblakov, na vrhu pa se je ta oblak razdelil kot velik dežnik. Tako da je podnevi to bil neke vrste velik senčnik, ki jih je ščitilo sonca. In po noči je ta oblak žarel kot neka luč. Tako se roparski narodi niso upali napasti Izraelcev, tudi divje živali se niso približevale. Ta oblak v obliki stebra je bil njihova zaščita. In senca v puščavi skozi dan. Zelo zanimivo, kako je Gospod poskrbel za njih. To je prispodoba, slika. Senčnik za celo ljudstvo. Nihče ne bi mogel kaj takega skonstruirati. Kaj pa šele skonstruirati tako, da lahko to premikaš? In ta stebrni oblak, torej spodnji del tega stebra, je segal popolnoma do tal. In tako je njihov rešenik hodil pred njimi. V tej prispodobi vedo, da je on z njimi, da so zaščiteni, obvarovani v senci pod njegovim senčnikom. Lepše ne bi mogel Jezus te prispodobe, kako on skrbi za njegovo ljudstvo, sploh ne bi mogel bolje izraziti. Če si kdajkoli bil v vročini, potem veš, kaj pomeni senčnik. Nekoč smo pri nas doma
V času izgradnje hiše smo imeli delavca, kjer smo gradili vhod iz naravnih kamnov in vročina je se uprla v ta del hiše, sonce je močno pripekalo in postavil sem termometer tam, da bi ugotovil, koliko sonce pripeka, in čez čas sem slišal, kako je ta termometer počil, ker je živo srebro počilo na zgornji strani. Prevroče je bilo. Največja temperatura na tej skali je bila 60 stopinj. Tako močno je takrat sonce peklo. Ko sem opazoval tega kamnoseka, kako je vedno bolj utrujen deloval in kako je vedno bolj upočasnjeval svoje delo, sem mu postavil dežnik, da je lahko delal v senci. Je lahko sestavljal, klesal svoje kamne in delal naprej. In tako sem opazil, da je njegovo delo se počasi spet pohitrilo. Vročina ga je nekako omamljala. Senčnik, senca. In potem je imel samo še 36 stopinj v senci. Res je lepo videti, ko vidimo, kako naš odrešenik skrbi za svoje ljudstvo. To je prispodoba. On skrbi zate. On te ščiti, pokriva, zato da lažje postopaš naprej. V Matejevem evangeliju, 13. poglavje, 34-35 vrstica piše: Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah in ničesar jim ni govoril brez prilik. Vedno v obliki prilike, prispodobe. Da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi: Odprl bom svoja usta v prilikah, izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta. To je bilo prerokovano. In ta prerokba, to je želel tudi Jezus v takem pomenu izpolniti, tako kot je izpolnil vse ostale prerokbe, ki so opisovale njega. Ena izmed teh prerokb pa je tudi ta govor v prilikah. To je bilo prerokovano v Psalmu 78, 2. vrstica. Jezus je najraje uporabljal slike iz narave, iz stvarstva. Torej nek predmet iz stvarstva jim ga prikaže in največkrat nekaj, kar so ravno imeli pred očmi, ker Jezus je vodil svoje poslušalce najraje v naravo. Kar je sicer bilo lažje tam v Orientu, kot pri nas recimo, med Alpam recimo, ker tu je večinoma čase prehladno na prostem. In on je vodil svoje poslušalce ven, na gore, k pobočjem, na obrežje jezera, in kar so tam videli, to je ugradil v svoj govor. Ribiči čistijo svoje mreže in reče, na koncu sveta bo tako kot pri teh ribičih. Na eno stran vržeš ribe, na drugo stran pa reči, ki jih ne rabiš, rakce in vse druge stvari. In potem reče, tako bo na koncu sveta. Vse bo presortirano, kdo je pri Jezusu in kdo ne. Preprosto to, kar so ljudje videli. In najbolj posebno je to, ko so potem ponovno videli nekoga na obrežju, ribiča, ki čisti svoje mreže. Potem so se spomnili tega, s to sliko, na to prispodobo in tudi na tisti globoki nauk te izjave, zgodbe. To je bil cilj, da se je s tem poživil spomin. Ponovno vidiš isti predmet in se spomniš. Aha, to je bilo takrat, ta zgodba. In ker je Jezus tudi stvarnik, nam on želi, seveda, v stvarstvu, skozi predmete v stvarstvu, z naravo, predati njegov nauk.
Veselil se je tega. To in to je ustvaril in sedaj vzame to in nam tako podaja globoke nauke. To stvarstvo, to je nekaj čudnega. V večini religij sveta so ljudje zapadli k temu, da so stvarstvo častili in dvigovali namesto stvarnika, ki je ustvaril to stvarstvo. In do danes, še posebej v kakšnih dokumentarcih o naravi, potem je vedno komentirano tako. In kako genialno se je to bitje razvilo do tega nivoja. Samo se je razvilo. Samo od sebe. Vse pa, kar je v naravi vidno nam, za nas nekako prispodoba, slika. In tako narava postane učbenik za človeka, za nas, če to z določenim pogledom seveda preučujemo. In Jezus nam lahko odpre oči za to. Apostol Pavel piše v pismu Rimljanom, da so ljudje častili in boževali so stvarstvo namesto stvarnika. Zabredli so v ničeve misli in jih nerazumno srce je potemnelo. Rimljanom 1. poglavje, 25. vrstica in 21. vrstica. Tisto gibanje politično, ki je v zadnjem stoletju, še posebej v zadnjih letih se jača zaradi obvarovanja narave, imamo to zeleno gibanje. In tako so nekje hoteli posekati en del gozda pri jezu. Aktivisti pa so se privezali s ketnami na drevesa, tako da gozdarji niso morali tako hitro napredovati. In tukaj so govorili o bratu drevesu in o drevesih kot poseben element, ampak v tem času ni nihče spregovoril o stvarniku, ki je dal, da ta drevesa sploh rastejo. Zelo čudno. Njemu, kateremu pripada vsa slava, njega se ropa njegove slave. In to si on na dolgi rok ne bo dolgo pustil. Pokazal bo, da je on stvarnik. Skozi naravne katastrofe. Nekoč je bil Jezus z množico ljudi pri pobočju hriba v naravi. In potem so bili tam otroci, mladostniki. In potem Jezus otrga eno lilijo, čudovita roža. In jo pokaže tem mladim pred oči in reče: poglejte si to lilijo na polju. To je poziv. In zato je tudi sobota posebna priložnost, da opazujemo in se čudimo naravi. Ker običajno moramo delati, ustvarjati denar, prihodek, poskrbeti za vse, kar rabimo, ampak na sobotni dan naj bi izkoristili to priložnost, da z družino, otroci gremo v naravo, da bi opazovali. Tako kot je to Jezus tukaj storil. Odtrgal je lilijo in rekel: poglejte si jo, poglejte to lilijo. Te lilije, kako rastejo, nič ne delajo, nič ne predejo, v smislu, recimo kot volna. Jaz pa vam pravim, in to je sedaj presenečenje, da tudi Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih. Salomon? Najbogatejši? Najmočnejši? On si je lahko privoščil najboljše obleke. Jezus pa je rekel, da ni bil tako lepo oblečen kot ena lilija. In potem še doda: če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vrže v peč,
Mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni? Matejevo 6. poglavje, od 26. do 30. vrstice. In v sledečih 2-3 vrsticah reče še sledeče: Ne skrbite torej in ne govorite, kaj bomo jedli, ali kaj bomo pili, ali kaj bomo oblekli. Rekel je, naj tega ne počnemo, ker po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. On ve, kaj potrebujete za življenje, preživetje. In potem se daje ta ključna izjava od Jezusa. Iščite najprej Božje kraljestvo. Kot prvo. Ne kaj bomo jedli in pili, ali pa kaj bomo oblekli, kje bomo živeli in tako naprej. Iščite najprej Božje kraljestvo. In iščite tudi njegovo pravičnost. In vse to vam bo pridano. Matej Evangelij, 6. poglavje, 33. vrstica. Vse to nam bo pridano, navrženo. To od zgoraj je samo pridano, kar tako. Seveda samo, če slediš vrstnemu redu. Kot veste, mi imamo dostikrat ta problem, da ne zapnemo prvega gumba v prvo luknjo na srajci. In če tega ne storimo, gre se za prvi gumb in prvo luknjo. Zato pa je Jezus rekel, prvo iščite nebeškega kraljestva. In če tega ne bom storil, potem bo srajca lahko zamaknjena. In potem lahko dam vse gumbe zelo preprosto zaprem. Zataknem enega za drugim. Zato mora prvi gumb, prvo in pravo luknjo. In če se to ne zgodi, potem se vse zamakne. In če sem morda še bolj oddaljen od pravega postopka, recimo da zataknem gumb v tretjo luknjo, potem nič več ne paše. Bistveno je, da to storimo v pravem vrstnem redu. In pravo, ko je prvi gumb v pravi luknji, potem bo vse ostalo padlo na svoj prostor. Zato iščite najprej Božjega kraljestva in njegove pravičnosti. In vse to vam bo navrženo, potem bo vse pasalo. To nam je želel Jezus predati. Še nekaj je Jezus želel doseči s tem načinom pripovedovanja prispodob. Jezus je imel okoli sebe mnogo poslušalcev. Na stotine, dostikrat. In povedal je prispodobo. Obstajajo tisti površni, ki se jim mudi in so rekli, kaj to pomeni? Brez veze, grem naprej. Drugi pa, katere je to začelo zanimati, so se ustavili, razmišljali in vrtali, spraševali, Gospod, kaj pa to pomeni? Kaj si pa mislil pri tem in tem? Zakaj si to povedal? Kaj pa pomeni to? Kaj pomeni ono? Torej, prispodoba postane nekakšen filter. Jezus s tem tako prefiltrira ljudi, katere to res nično zanima. Površinskim je to preveč naporno, da bi spraševali in tam čakali in ugotovili, kaj to pomeni in ono pomeni. In tako si mislijo, če želi že kaj povedati, naj direkt pove in to je to, brez prispodob. Ti ljudje so jezni, mudi se jim, tako grejo naprej. Ne dojamejo, ne prepoznajo zlatega trenutka, da imajo največjega vsega univerzuma pred seboj in gredo že naprej. Ampak tiste, ki zares zanima, obstanejo in vrtajo. Kaj pomeni to, kaj pomeni ono, zakaj si rekel to, zakaj je smisel tega? Jezus je govoril v prispodobah, da bi iz ljudi prefiltriral, koga to resnično v globini o vsem tem
resnično zanima. Tako je on postopal. On je želel videti, kdo bo kopal bolj globoko, da bi dobili več informacij. Jezus se je tako izrazil, zato jim govorim v prispodobah. In potem je citiral. Tukaj je citiral citat iz knjige Izaija 6, vrstica 9 in 10, kar je napisano v Matejevem evangeliju 15:13. Ker gledajo, pa ne vidijo. Poslušajo, pa ne slišijo. Otopelo je namreč srce temu ljudstvu. Z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči. Srce je otopelo. Ne želijo slišati. In zato tudi ne razumejo. Samo če želiš razumeti, potem to deluje. Jezus je želel s svojimi zgodbami, prispodobami, ljudi spodbuditi k temu, da se sami sprašujejo, da razmišljajo, da pridejo globlje, da razmišljajo o teh rečeh, kako, kaj in zakaj. In tako je poskušal vsem, ki so tako brezskrbno hodili v vsak dan, da bi jih pretresel, da bi odprl njihova srca za resnico. Želel si je, da bi dojeli, zakaj, kako, to in ono. Ker je Jezus uporabljal tako različne prispodobe in slike, je s tem lahko dosegel tudi različne skupine ljudi. Kot recimo primer od kmeta, to seveda zanima kmete. Ko je govoril kaj o ribičih, to je seveda zanimalo ribiče. Ko je govoril o nekem rokodelskem poklicu, recimo če kdo gradi stolp, potem se usede in preračuna stroške. A se to splača ali ne? Ne pa, da se na polovici zaključi delo, ker je premalo sredstev. Prej je treba preračunati, ali se bo išlo ali ne. Torej se dotika vseh poklicev. In na ta način spregovarja različnim skupinam ljudem, z vsemi temi svojimi prispodobami. In to, kar najbolje poznajo, jih seveda tudi najbolj fascinira. Tako si je pridobil njihovo pozornost in tako je s tem lahko dosegel celo njihovo srce. In seveda, on je želel vsako srce doseči, zato je uporabljal vse te različne načine. Med poslušalci so bili seveda tudi ljudje iz različnih slojev, duhovniki, rabini, učenjaki, starešine, herodijanci, se pravi tisti, ki so bili s kraljem, vodilni. Ti so bili običajno tisti, ki so ljubili svet, ki so bili hinavsko pobožni in častihlepni. Bistveno je bilo, da je bila plača dovolj dobra. Jezus pa jih je konkretno razjaril, predramil. Zato so ga seveda želeli spraviti v zapor, pred sodišče. Utišati so ga hoteli. In če bi Jezus zelo jasno in direktno govoril, bi bilo to za njih zelo preprosto. Zato pa je svoj nauk, sporočilo zavil v prispodobe. Nekje piše: in tako so prepoznali, da govori o njih. Naenkrat se jim je posvitalo, da on misli pa nas v tej zgodbi. Ja, to pa ni dobro za nas, kaj se tam zgodi. In s temi prispodobami je lahko resnico podal na tak način, da ni bilo razloga za obtožbo, in tako se na te besede niso mogli spraviti. Jezus, mojster prispodob. On je vedel, kako, kdaj in kaj naj bi rekel. S pripovedovanjem teh prispodob
se je lahko izognil vsem tem špijonom in hkrati obvestil ljudstvo. In oni so to z veseljem srkali vase, ker so razumeli njegove namige. Ker v naravi se ne učimo vse, kar je potrebno v Bogu, ker piše Pavel v Rimljanih 21, kajti kar se od njega ne more videti. Torej, Bog je neviden po svojem bitju podobi. To Božje nevidno bitje, to je njegova večna moč in božanstvo. To se od ustvarjanja sveta zaznava z umom in vidi po njegovih delih, potem lahko zaključimo, da obstaja tudi stvarnik. Seveda, če jih prepoznamo, tako da se ne morejo izgovarjati. Seveda, če Božje stvarstvo kot tako prepoznamo. Nekoč sem bil ob nekem visokogorskem jezeru, tam resnično lahko bil več dni. Gorovja so se odsevala v jezeru, tako gladka je bila vodna površina in brez vetra. Bujno rastje vse okoli tega jezera, svež zrak, vonjave, kako lepo. Še vedno imam to sliko pred seboj, sliko tega gorskega jezera. In ko sem tam sedel in uživam v pogledu narave, priteče nekdo popolnoma zadihan, v hitrem teku, vidi sliko pred seboj, pred katero bi vsak človek se mogel zastrmeti, ko prideš čez vrh hriba in potem vidiš ta razgled. Potem se enostavno ustaviš. Tudi on se je ustavil. In za njegovo pomiritev je vzel cigareto, potegnil je neparkrat, se obrnil in šel. Ni imel časa. Revščina. Jaz sem ta dan odšel močno ojačan od tam. To sem dobesedno popil ta razgled. In čas, ki sem ga porabil tam, se je očitno v mojih možganjih vtisnilo v spomin. Ker še vedno vidim ta pogled pred menoj. Lahko bi to narisal. Ali bi to lahko storil tudi on, Gospod? Nekako dvomim. Ali je zvečer sploh vedel, da je bil tam ob jezeru? Komaj je prišel in je že odšel. Človek je resnično reven, zato pa nam Jezus daje to priložnost in nam pravi: spominjaj se sobotnega dne, da ga posvečuješ. Kajti v 6 dneh je Gospod ustvaril nebesa in zemljo in morje in vse, kar je v njem. Zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. Uživaj v teh urah na soboto, v naravi. Dopoldne imamo bogoslužje, popoldne ven, v naravo. Ni važno, kakšno vreme, ne obstaja slabo vreme, obstaja samo slaba obleka, oblačila. In ko pridejo topli dnevi leta, ko vse začne bujno rasti, popki, cvetovi in vonjave, vzamite s seboj svoje otroke, pokažite jim to, kako se en list na drevesu odvije, kako se cvet vrtnice odpre, kako insekti brnijo vse naokoli in jih privlači vonjava in barva vseh teh rožic in kako nabirajo cvetni prah po rožicah. Čebelice, kako brnijo, žžžž, in kako njihove nogice, ko so obložene s cvetnim prahom, kako to barvno paše tudi z njenim telesom. Otroci to potrebujejo. Seveda tudi odrasli. To je psihoterapija, ki ti jo nudi tvoj stvarnik. Če si ogledujemo naravo, bo to vašim dušam storilo dobro. Zato, ker s tem sledite vašemu stvarniku.
ukvarjate ste z rečmi, ki so od njega in to dene dobro vašim dušam. Jezus je s temi svojimi zgodbami ljudi spravil v stik z duhom večnega. Ko je Mojzesu povedal najpomembnejšo zapoved v 5. Mojzesovi 6. poglavju, kjer piše: ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo in svojega bližnjega kakor sebe. In k temu Jezus tudi pridoda: torej, ko si ti to enkrat storil, ko si se povezal z Bogom in si poln ljubezni, potem naj bi te besede priučil tudi tvojim otrokom, te biblične besede. Ponavljaj jih svojim sinovom in govori v njih, ko bivaš v svoji hiši in ko hodiš po poti, ko legaš, greš spat in ko vstajaš. Priveži si te besede za znamenje na roko in naj ti bodo za čelni nakit med očmi. Napiši jih na hišne podboje in na vrata svoje hiše. Še ena prispodoba. Napisati bi jih morali na nosilce vrat svoje hiše, da jih tisti, ki gredo mimo, tudi vidijo. Da so misli usmerjene v božanske reči. Kako lepo je to, ko na vratih piše biblična vrstica in nad vrati ponovno biblična vrstica. Kako lepo. Kako to spodbuja k temu, da razmišljamo. Bog je Izrael poklical iz Egipta v deželo in jih obdaril z dolinami, hribovjem, vmes dovolj studencev, nekaj jezerc, vse je bilo tam. Čudovito. V naravi naj bi srečali svojega stvarnika. Narava je tista prava in največja knjiga, ki nas uči, še posebej mlade. Tudi oni gredo radi v naravo. To vidite pri majhnih otrocih. Kako radi gredo ven. Kako hitro ratajo nemirni doma. Ven želijo iti k svojemu stvarniku. Pojdite z njimi. Vzamite si ta čas. Z njimi opazujte reči, ki jih odkrivajo. Kamenček, list trave, mrtev hrošč ali deževnik. Tako veliko stvari, kar njihovo srce navdušuje. Še predvsem pa, ko vidijo, kako nek hrošček se premika naokoli. Vse, kar se premika, od veselja kar vreščijo. Ali pa majhen zajček. Naj ostanejo zajčki zunaj, ne v hiši. To je za otroke največji zaklad. Da so v stiku z živim stvarstvom. To pripravlja njihova srca, da so v kasnejših letih v dobrem stiku s svojim stvarnikom. Biblija je polna prispodob in včasih je morda podan kakšen čuden namig. Na primer, Jeremija 32. poglavje. Jeremija je sedaj zaprt, ker je kralju rekel, naj odprejo vrata, nič se vam ne bo zgodilo. Ampak, kar pa se je zgodilo, kralj se temu upre in zato Jeremija dal zapor, Babilončani pridejo, oblegajo Jeruzalem, tako kot je napovedal Jeremija. In potem pride Božja beseda k Jeremiju. Sovražnik, ki oblega mesto, so že zunaj mesta, Babilončani pred mestom. In v tej situaciji, ko so okoli mesta že vsi obdani tuji vojaki, dobi Jeremija vizijo, navodilo, naj zunaj Jeruzalema v kraju Anatot, da tam kupi zemljo. Sedaj, ko so Babilončani že prišli in so že zavzeli zemljo, on naj kupi zemljo.
Tukaj lahko rečeš samo, pa to ne moreš storiti, si nor, pa ne moreš zdaj, ko so nas zasedli. To sedaj je vse od sovražnikov, oni bodo storili s tem, kakor želijo, oni so zavzeli naše ozemlje. Tu nimaš več možnosti. Ne moreš sovražniku reči, to je moje. Ne. Jeremija je čist presenečen, sploh se ne razume, torej kupim naj zemljo. In res naslednji dan dobi obisk od nekega sorodnika in mu reče, hej, prosim, dej kup to zemljo od mene. Za toliko in toliko denarja, srebrnikov se gre in Jeremija to stori. Pred pričami, ker mu je tako Bog rekel. In vsi potem pravijo, zdaj se mu je pa res spulilo. Našo zemljo so zavzeli in ta kupuje zemljo. In potem, ko se je kupčija končala pred pričami, potem pride pa ta sledeči namig. Jeremija 32, vrstica 15 in naprej. Tako namreč govori Gospod nad vojskami, Izraelov Bog. Še se bodo v tej deželi kupovale hiše, njive in vinogradi. Torej kljub Babilončanom. Seveda lahko to samo od sebe nekdo samo trdi. Za primer, Jeremija reče, Gospod pravi in reče, ja, spet bomo kupovali zemljo in vinograde. In si drugi misli, ja, vse je v redu. Ampak zdaj je Jeremija dobesedno dejansko kupil zemljo, čeprav so sovražniki že bili odzunaj pred vrati. In potem je prišla ta izjava, še se bodo kupovale njive in vinogradi. In on to stori že vnaprej. Tu ima sedaj popolnoma drugačno težo. S tem ta stvar postane resnična. Na eni strani imate lahko samo izjavo, ja, bomo kupovali. Ampak on je denar predal, on je plačal toliko srebrnikov za to. To so si vsi zapomnili. Imelo je svoj učinek. In ko je Jeremija naslednji dan izjavil, da bodo ponovno kupovali njive in vinograde, potem je ta izjava odzvenela v njihovih ušesih. In to je razlika. Ali pa, primer. Zanimiva zgodba. Jeremija 13. poglavje. Popolnoma čudna zgodba. To morate razmisliti o tej zgodbi. Beremo od prve vrstice in tako pravi Gospod. Pojdi, kupi si platnen pas in si ga deni okrog ledi. V vodo pa ga ne devaj. Aha, v redu, to je naredil Jeremija. Bog mu je to rekel, on je to storil. Kupil sem si pas po Gospodovi besedi in si ga del okrog ledi. In se je spraševal verjetno, kaj je s tem? Torej, zaenkrat se ni zgodilo nič. Popolnoma nič. Ampak potem. Naslednja izjava Gospoda. Vzemi pas, ki si ga kupil, ki ga nosiš okrog ledi. Vstani, pojdi k Evfratu in ga tam skri v skalni razpoki. A morda veste, kje je Evfrat? To je več tednov na poti, samo za to. Prerok. Preden je sploh prišel do te razpoke pri Evfratu. Šel sem in ga skril pri Evfratu, kakor mi je Gospod ukazal. Torej nekje v naravi. Me je deževalo po njem, sonce sijalo po njem in tako naprej, se veste. Čez veliko dni mi je Gospod rekel. Vstani, pojdi k Evfratu in vzami pas, ki sem ti ga ukazal tam skriti. In se morda vprašate, ja, Bog, zakaj pa to? Prvo ga moram tja nest, v tisto nekam divjino, naravo, ga skrit, in po dolgem času naj bi prišel nazaj in ga šel iskat. In potem gre tja, skople tist pas ven in poglej, a glej, pas je bil pokvarjen. In ni bil za nobeno rabo, ker je zgnil. In ko Jeremija razmišlja o tem, kaj se je tu zgodilo in se sprašuje, sedaj sem več tednov porabil, da sem šel sem in da sem šel nazaj
In po dolgem času sem bil spet poslan sem, samo to, da sem odkril, da je pas zgnil. To bi lahko storil tudi doma. Zato ne bi rabil daleč hoditi k Evfratu. Zakaj torej to? In potem Gospod razloži. Prav tako bom uničil Judovo prevzetnost in veliko jeruzalemsko prevzetnost, tako kot je ta pas zgnil. To hudobno ljudstvo naj postane tako, kot je ta pas, ki ni za nobeno rabo. In zakaj je moral iti do Evfrata? Ja, ker so Babilončani do Evfrata ugrabili, izselili Izraelce. Sedaj so popolnoma drugače razmišljali o teh rečeh, ko jim je to razložil. In jim je pokazal ta gnil pas. To ljudstvo bo postalo kakor ta pas, ki ni za nobeno rabo. Potem reče še, kakor se pas namreč ovije moževih ledi, tako sem privil k sebi vso Izraelovo in vso Judovo hišo, govori Gospod. To nam kaže bližino. On jih je ovil okoli sebe, da so to moje ljudstvo, meni na slavo, ampak niso hoteli poslušati. Zato je pustil, da so jih odpeljali do Evfrata v Babilon, namreč leži ob Evfratu, da so lahko tam zgnili. Tako, kakor je tudi pas zgnil. Predstavljajte si napor, ki ga je moral Jeremija vložiti, samo za to sliko prispodobo. Ampak zato nihče ni tega pozabil, ko je Jeremija držal ta gnil pas v zraku. In rekel, taki ste vi, tako boste zgnili. V istem poglavju, v eni vrstici, je podana tudi tale prispodoba. 23. vrstica. Mora li črnec izpremeniti svojo polt? Če ima črno kožo, ima črno kožo. Ali pard lise svoje? Seveda, da ne. Kakršne ima, take ima. In potem Bog še doda, tako kakor črnc ne more postati belec. In tako kakor leopard ne more izgledati kot lev, recimo. Tako tudi vi niste sposobni delati dobro, če ste se že navadili na zlo. Prispodoba. Jezus uporablja prispodobe. In skupaj si bomo veliko takih prispodob ogledali. Veselim se, da bomo lahko skupaj od tega našega največjega učenika vse te prispodobe lahko skupaj poslušali in pregledali. Naš rešenik, ti si prišel na to zemljo kot človek. Hvala ti za to največjo prispodobo vseh prispodob, ki si nam jo pokazal. Hvala ti, da si ti, Gospod, prišel, da bi nam povedal prispodobe brez kakršnekoli omejitve, da bi si mi te reči lahko veliko bolje zapomnili, da si lahko to zapomnemo, da se shrani v naš spomin. Hvala ti, Gospod, za ta dar prispodob. Pomagaj nam, da bi jih razumeli. Amen.